to je bil en najboljših seksov ever. Fora je, da jezik je recimo, če ga daš v špičko, ene tuk debel, ok? Pol je tle klitoris, ker je itak mejhen in če ti pač greš tako hiter gor, dol, ga ti ne zadaneš v bistvu tako, ker bi ga mogel in pol v ključnem trenutku. Kako naštudirati oralni seks s svojo partnerko, svojim partnerjem? Ko sem se vozila sem na avtobusu, sem razmišljala, če čem biti čisto iskrena v tej epizodi in zdaj sem se odločila, da bom. Ok? Jaz imam ful rada. Ker recimo, jaz sploh ne znam svojo roko sama sebi. Kaj? Ja, pač. Masturbirati ne znaš? Ne, nikoli se nisem naučila. Lucija Burger ne zna masturbirati. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara. Itak da. Ok. Sara, a se spomniš v prejšnji epizodi, ko smo jedli čokolado, ki te naredi horni? No, jaz sem to nesla domov, da sva z Janom sprobala. In? Jaz ti imam toliko veliko za povedati. Ok, ko me čakam. Ampak, preden začnemo, dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama? Kjer bomo govorili o seksu, o horni čokoladi in o tem, kaj ženske sploh hočemo. Res je. In vsak ponedeljek se gledamo ob 8, zaradi tega, ker pač ponedeljki so bili včasih bedni, zdaj pa niso več, zdaj so pa horni. Ja, in ful smo veseli, da nam je že par ljudi reklo, da ko me čaka ponedeljke zaradi naju in najlepši kompliment ever. Drugače res. Ja, ful. Še to, če te vsebine o spolnosti ne zanimajo. Ne gleda tega podcasta. Ali pa če si premed za njih. Ja, tudi. Ok. Čokolada. Sara. Čokolada. Vse ti veš, da jaz mečkam dvomam v te stvari, ki trdijo, da te bojo napalile. Ne? Ker pač libido je ena taka zakomplicirana stvar in tako, a bo res ena čokolada zdaj spremenila vse? Joj. Kaj? Ti bom povedala vse, kako se je to zgodilo. Okay. No, v glavnem, v petek je prišel Jan k meni in so rekli, da grejo najprej v fitness in sva šla v fitness, sva se lepo natrenirala. V fitnessu sem bila že tako, jaz ful ne maram tega PDA, pač, a veš, da si v javnosti lupčkaš in to. To je bilo meni vedno tako grozen, Jan je pa glih nasprotje tega. In on bi se skozi v javnosti in je bilo tako, da začetku stresno in pa mi je skozi govoril, zakaj ti je tako stresno, zakaj ti tako sekiraš, kaj drugi mislejo, ampak pa zaradi tega, ker jaz druge pač judžam, če so v javnosti. Meni je drugače, ker malo neprijetno, če so tako neki. A ne da, meni tudi, a veš tako, jaz sem tam in zdaj se pač tam dva neki, ne, pač dejta to doma delati, a ne? Ja. Ampak Jan tega pač ni razumel in zdaj sem še jaz se malo to navadila in recimo pač ker sva šla prvič skupaj v fitness in pač on tako skozi do mene prihajal pa me malo lupčkov in pa, ko sva šla ta drugič, pač ni za nalož, kaj mene testiral, če bom pač jaz do njega prišla in tako nisem, ker je to stresno bilo, a veš. In potem mi je to rekel in je bil pač tako prav prizadet in sem tako, ok, daj bom jaz pač se malo potrudila, pač bom probala iti čez sebe, pa pač bila malo bolj lovi-dovi v javnosti, čeprav mi je bilo tako grozen, ker sem tako, zdaj bojo tle vsi me obsojali in pač rightfully so. Ampak, zdaj sem se pa ful navadila, da če smo v fitnessu, pač tako vsakič, kaj pauza med seti, pač ne vem, ali grem jaz do njega, ali pa on pride do mene, pa si dava kakšnega lupčka, pa sem malo tako, on meni malo mišice pokaže, a veš, te moške fore. Ampak, sva šla pač v glavnem v petek skupaj v fitness in pač so imela itak to najno, pač normalno, da se pač malo in itak pač je fora bila v tem, da se res tako, pač cel teden se nisva videla, kar je pač za naju kar dolgo. In pol po fitnessu, jaz sem že njemu tako rekla, mi da bova potem sprobala to čokolado. In ko avto popijeva najprej un shake, ne proteinski seveda, for gains. Ampak prav v tem, da zdaj imam en shake, ki mi ful ni dober in sem tako, ko mi čakam, pač, da bom to lepo zeksala in pa bom imela čokolado za čez, da si popravim okus. In so v glavnem pojedla vsak en košček pa pol. Okay? Tako da lih malo več kot mislim, pač priporočena enota za uživanje je 1 do 2 koščka, ne? Tako da so bila tako znotraj tega. Pa še tako dosti na prazen želodec sva to povedala, mogoče je tudi to vplivalo. Pa če zdaj vse to povem, da boste vedeli, kako pač rekreirati to, če hočete. Če hočete iste efekte. Skoraj prazen želodec, prej fitness z lupčkanjem. Fitness, pa proteinski shake z okusom banane, ki je za nič. Mislim, ni dobro. Zdaj sem pa kupila, drugače, včeraj sem pa kupila čokobanana, je pa najboljši do zdaj. Tako da se gnusijo te besede že. No in pa sem prišla domov, skočila pod tuš, tako pol ure traja, da to zažene se, a ne? In tako sem še domov prideti, pa ravno pa je že minilo več kot pol ure in to je bilo že orang zažgano, ne?
Pa tako, jaz predtem sem bila tako normalno, sem bila hornja, ampak ne ono, da bi bila zdaj tako full ekstra, ne vem kaj, koliko včasih, ko sem imel ovulacijo. To je bil en najboljših seksov ever. Jaz sem njega potem v nedeljo zvečer sem tako vprašala, in kaj ti bil najlepši del tega vikenda? In on tako, seks v petek. In jaz, če bi on mene vprašal, jaz sem tako isto rekla. Pač seks v petek je bil prav najboljši del tega vikenda. Pa so delala veliko fajnih stvari, ampak tist je bilo pa noro. Sara, meni je 3-krat prišlo. Meni v lifeu ne pride 3-krat med seksom, meni pride enkrat in jaz imam dost. Prvič, ko mi je prišlo, sem bila tako, no, I need more. In meni je 3-krat prišlo, pač z isto igračko. Jaz moram vmes igračko zamenjati, jaz ne morem istih vibracij. Pač to ni bilo sploh pomembno. Pač jaz sem... Čas je pa to trajalo? Kar nekaj časa, vmes potem, jaz sem pa vmes še tako, no, že dolgo nisva analca, kako bi zdaj pasal. In tako on meni reče, a bi šel rit? In jaz tako, ja. In pol mi je, pač 2-krat mi je prišlo tako pač v nožnico, ne? In potem sva še analno in pa mi je še takrat prišlo. To je bilo kar že too much, ampak je bilo tako dober. Jaz sem v šoku zdaj. Jaz sem bila tudi, mislim, da sem bila prav tako vmes. A misliš, da je to zaradi čokolade? In jaz tako ne vem, ampak pač to se še ni zgodilo. Tako da. Pač kar se mene tiče, najboljša stvar ever. Pač res, meni kar zdaj srce bije dodatno, ko se spominjam tega. Oh my god, Primož, to je bilo... Pošelj še te temptiko čokolade. Res, pač se bova še sprobala. Pa niste celo pojedla še, ne? Ne, jo imam še. Ja, pač nad pričakovanjem v glavnem, res. Zdaj, jaz ne bom trdila, da če ti imaš ful težave z debitom, da ti bo to rešilo pač life, ker ti ne bo. Ampak, a ti bo pa povečala užitek, pa dodal nekaj dodatnega, jaz mislim, da ja. Pač, a veš, pa tudi, če je samo placebo, nima veze, ker pač it worked on me. Pa pač, je bil boljši orgazem. Pač, ja, pa 3 so bili. Vse to zadnje je bil že tako pač malo šibkejši, ampak pač jaz sem bila zelo potešena. Na koncu, v glavnem, jaz res, pač to je bil res ena najboljših seksov ever. Drugače je to ful lepo slišati, ker malo sem si zaželela seksati. Čakaj, zdaj je treba povedati to resnico. Jaz nisem probala čokolade doma, ne? Zato, ker pač nimam partnerja in sem se toliko časa pripravljala, ker nisem vedela, kako naj to vključim, ne? Zdaj sem prišla in sem bila tako pač leta. Jaz bom zdaj pojedla to čokolado in bomo videli. In zdaj, ko si ti to govorila, sem jaz bila prav tako, že dolgo nisem seksala. Ampak si res dobro povedala. Pač res je bilo dobro. Jaz se počutim v bistvu super, ampak tu me presenet drugač. Ker tudi prejšnjič sem se super počutila. No? Mami švicajo roke. Meni tudi. Pa jaz nisem zdaj čokolade jedla, sam Sara jo je. Ja. Ja, jaz sem mogoče se danes popoldne pride Jan k meni spet. Koliko pa je še mata? Ja, to, kar si videla. Zdaj si ti mene en košček pojedla. Ja, jaz sem svojo sem pol dala. Tu je ta sodelavka moja, ne? Ker pač ona ima partnerja in se mi je zdelo, da bo ful lažje tu probala ona. In zdaj vam bom naslednjič povedala, kaj je ona rekla. No, kaj bosta pogruntala. Sta pa taka ful bolj sramežljiva, sploh ne vem, kako mi boste tu povedala. Ampak jaz bo kar vprašala. Ja, prosim, zdaj že mene zanima. No, tako. Ok. Če bi tudi vi radi sprobali to čokolado s kodo med nama 20, ja, med nama 20 je dobite 20% ceneje, tako da se pač res plača zdaj zalogo narediti. Pa dajte nam potem napisati, kako vam je bilo. Ja, tu pa nujno. Tu nujno, pa če se ti ne da kode pisati, pet sem dol v opisu, bo že link s kodo in sem klikneš in sem daš kupi in pol. Se ti zmeša? A jaz sem res, ja, je rekel, da bo dal zdaj že v kodo vključeno v link, tako da v bistvu sploh ne rabite nič upisovati noter. Dobro si se spomnila. Smo poskrbeli za vas. Ja, ok. Dobro, hvala sponzorju za tole čudovito izkušnjo, ki sem jo jaz doživela s to čokolado. Res, dobro je bilo. Čokolade bomo zdaj pojedali. Jaz sem že tako rada čokolado, zdaj jo pa še bolj. Ok, zdaj? Ja, zdaj jaz, ko že gliš čutim neke take seksualne stvari, bom predstavila to igračko, ki sem jo probala
Na vrsti je intimni kotiček. Intimni kotiček, ja, joj. Jaz na te teoretične stvari pozabim. Skratka, tu je Double Joy. Vibrator za pare. In vem, da zgleda malo tak smešen, ampak tudi ko uporabljaš, da daš pač noter in ta je zgoraj na klitorisu. Ok? Jaz ga velikrat sama uporabljam, zaradi tega, ker imam vse druge igračke prazne doma in pol se mi ni dalo jih napolniti. In sem pač mogla to preizkusiti ta teden. V glavnem, it works. Meni bolj deluje za mene, ker sem bila sama, ko pa za pare, ker sem probala tu s partnerjem. Veš te gumbki? Ja. Se ti pritiskajo vmes? Meni se tudi pritiskajo. Pač tu je prva izdaja, mislim, da tega vibratorja za pare je res. In pol so pač naredili tu drugače na naslednjih. Itak je toliko teh različnih, pač vse te stvari je tako naredil 500 različnih teh za pare in tale po mojem najslabših. Ja, ne da. Pa fora je, da pač ta zgornji vibrira, ta spodnji ne vibrira, ne, in se sem prenašajo tako vibracije dol. Pač tukaj se pritiska je pa res pač malo nesrečno narejeno, jaz ne vem, kaj pol čas je tako moški naslon gor, ne. Kar se zgodi ful pogosto, saj pri meni se je to dogajalo. Ja, tako da, če imate tu v mislih, če ima kdo tega v mislih, pač sem eno drugo verzijo, saj tam so vsi fulje teh. Tako da, vibracije so močne, tle ima še eno tak gumbek, da tako malo bolj na klitoris pritisne. V redu, pač če nimaš druge igračke, pa je bila ta edina napolnjena, v redu je bilo. Ja, jaz drugač sem nad temi igračkami, ki so kao igračke za pare, prav ta oblika, me še nobena ni navdušila. Ful je loterija s tem, a boš dobil tako, kot ti bo not ostala ali ne, ker imamo pač različno noter v nožnici narejen. A si videla kdaj one slike, ki so naredili prav odlitke notranjosti nožnice? Ne. In so tako toliko različnih oblik, prav fascinantno je. Bom jaz, to moramo nekam objaviti. Ja, to še mene zanima. In v glavnem, enim sigurno ostane to noter, ne? Ampak enim pa ne. Meni, recimo, pač tisto, kar sem jaz probala, mi ne ostane neki fulober noter, pri temu so se gumbi pritiskali, vibracije so meni prešibke, pač jaz, ko sem sama, mi ni problem, tudi če so manj intenzivne vibracije, ampak ko sem pa s partnerjem, pač če se pa še nekaj dogaja, da je penetracija, pa jaz rabim bolj močne vibracije in to meni nič ne pomaga v resnici. Ja, pa veš, kaj je še? Pač na unih drugih verzijah, ne, unih novejših, je fora, da ni tle tega in imaš pa na telefonu, ne. In je ful lažje, da pač ne rabiš, meni je to ful awkward, kaj naj zdaj? Ja. Tle vmes, tako neki probam preklopiti pa pritisniti. Ja, nimamo kaj preveč tole za pohvaliti. Pač 5 od 10 ta specifičen, ampak ta model, ki se pa tako zatakne noter, ne, veš, jaz imam ene une, ki imajo bolj tako gor in se ful bolj zasramno kost zatakne. Oni meni not ostanejo. No, to pa si predstavljam. Ja. Jaz bi ful rada enkrat sprobala od V-Vibe, ampak oni imajo res drage, ampak od V-Vibe pa ful pohvalijo vsi. Tako da me res zanima, kako je someday. Ok, Bomo na tudi bucket to. list. Ja. Ok, jaz imam pa danes v resnici imamo same take, ki jih ne moramo neki preveč A ja, ta ti pohvaliti. ni všeč, sem mislila, da ti je. No, evo, vse sem rekla, pač jaz sem do zdaj večinoma sam prenesla stvari, ki sem jih imela ful za pohvaliti, ampak pač niso vsi taki tudi za mene. Čeprav je Sara ona, ki je malo bolj stroga, kar se igračk tiče. Ampak, ja, kako se že temu reče? Po moje, da double love, ta je pa double joy. Nekaj takega. Neki na double, Saj bomo bo, dali opis. Bo napisano. Ta je drugač vibrator, ki ga lahko uporabljaš na nešteto različnih načinov. Prav na škatli imaš narisane vse različne. To se pravi, lahko uporabljaš tako, da gre tole na klitoris, a ne, lahko tako prslonaš, lahko ga uporabljaš kot obroček za penis, lahko gre tako, da gre pod moda in potem to stimulira presredek, ali pa da gre gor in potem deluje kot nek obroček, ki potem stimulira ženski klitoris, ki se pač, a ne, to je na moškem in potem se ženska lahko gor usede. Lahko se uporablja kao za stimulacijo bradavičk, lahko tudi ta del uporabljaš za na klitorisu, pač. A ja, lahko kao uporabljaš tudi za penetracijo, malo noter, pač to je vse narisano. Ja, vem, ja. In je ful enih opcij. In jaz sem imela res visoka pričakovanja za njega, ker sem tako, pač to ne more biti slabo, pač en od teh različnih načinov bo dober.
Ma iskreno, meni že same vibracije niso pač bile v redu. Ne vem, pač tako, a si opazila kdaj, da kakšen vibrator ima tako res vibracije, ki so tako, šef's kiss, Ja, in kdaj so vibracije, ki pač, ki si sam tako, kaj je to? ja. No, Ja. pri temu je bilo tako, da meni pač, ampak sej po mojem, je zihar kdo, ki sem okul, ker sem pa govorila enkrat za eno, ki je isto imela to in ga ni mogla prehvaliti. In to je bilo še preden sem ga jaz probala. Kako to stoji na penisu, sorry? Pač ne moreš ga imeti sam na penisu, mora iti pod moda, a ne? A ja, valjda. Ja, da se zatakne. In pač to je tako pač gibljivo, a ne? Ja, Pač se premika, ja, pač moraš še za moda malo Stekam, zatakniti. okej. Razen, če imaš kakšnega, ki je tok debel. Ja, okej. To je pol za une, a veš, ker ne more imeti navadnih obročkov za penis, vibracijskih, Ja, ker so ful mehni. Ja, v Če bistvu, si ja. tako, to je po mojem, da mi je sploh na roko. Ja. Če si tako, kot moja roka, potem Je ta pravi zate? ja. Tako da, ne vem, pač poznam ljudi, ki jim je to ful dobro. To je pa pač ta loterija pri teh igračkah. Veš, kaj se ne. meni zdi? Da te fulkrat sem že izkusila, da te igračke, ki imajo več funkcionalnosti, naenkrat, ki jih kao oglašujejo, kukar vse lahko z njim narediš, glih to, da ne moreš še skuhati kosila z njim, pač pol nobena od teh ni glih v redu. Zares, tako da bi bila res ful dobra. Veš, kaj mislim? Ja, Power Flower je recimo ful vsestransko uporaben, pa je najboljši ever. Tako da, Ok, makes čisto sense. odvisno Ja. po mojem. Ampak ja, ta 2 od 10 Oh, pač ima v bistvu še manj, 1. Ker jaz ga pač ne uporabljam. Jaz sem ga sprobala in mogoče bi ga mogla pa še kdaj. Saj sem ja, ga ne 2-krat, 3-krat. moraš si ti rekla uporabiti. Ne, rekla sem ne 3-krat. Ampak mogoče, ne vem, po mojem sem ga 2-krat. Ga bom še enkrat. Evo. Ja, do naslednjič ga moraš še preizkusiti, pa povedati, če je res to, kar si zdaj Prav povedala. zanima, če je še na filan. Meni je to ena izmed teh igrač, ki imam tako feeling, da je čisto preveč kompleksna za uporabo. Lej, no? Ampak, a veš, se ga lahko pač, sam tako imaš malo, sam čuk. Pa se ga ne rabiš nujno s partnerjem uporabljati, čeprav je pač Na kakšen način si ga pa ti uporabljala? Na vse možne. si probala? Ne, nisem čisto vseh. Okay. Pač. Ja, ne, nisem vseh. Daj mi malo. Jaz si predstavljam, jaz nisem še probala tega, ampak jaz si predstavljam, da bi jaz hotela, da je klitoris tle vmes. To sem pa naredila. In? Kaj? Ne. Nič? Ne. Pač, ampak vibracije mi niso prave. Pač jaz ga predvsem zato nisem toliko vzljubila, ker mi vibracije niso potegnile. Nekaj mi ni bilo, ni mi bilo. Veš, blum zajček. Veš tisti blum, veš tisti modri vibratorji. Čakaj. Na zgornji polici ga imaš, enega vijoličnega zajčka. Ga bom prijela. Ja, dej. Tle daš isto vmes, ne? Ali ne? Jaz imam unga zajčka od blum, veš, kjer ga modrga. Ja. Ki ima tako špičaste. Ja, vem, pa ful vem, skup. Vem, kjer ga. Meni 10 od 10. To pa vem. Ampak je to si pa ful rekla. skup in ful stisnjeno. Ga boš naslednjič prinesla. Ja. Ja, ga bom, sem ne izdeluje se več, zato ga zdaj nisem pač, ampak ga bom, zdaj bom kar vse to prinesla. Ja. No, jaz sem v tem tudi zapovedati veliko, ampak tem drugič. Prav. Tako. No, 2 od 10 je bila pa res najbolj žalostna ocena do zdaj. Ja. Ja, se zgodi. Nač, če bi pa radi probali kaj... ja! kaj od tega ali pa kaj drugega. Smo se pogovarjali o tem, da jaz pozabim povedati, da imam jaz erotično trgovino. In sicer Peach Pop, če rabite karkoli od teh igrač, kakšne druge igračke. Zdaj sem pozabila spet. Evo, včeraj sem jaz naredila, shameless promo. Včeraj sem jaz naredila en checklist, ki je za pare za 2025. Not je 30 izzivov, ki so tako najbolj možnih, kulskih in se stopnjujejo po stopnjah. In izziv je, koliko jih lahko v celem letu 2025 obklukaš s partnerjem. Tako da, če se to zanima, pejte tam nujno pogledati, pa si downloadaj in pa se lahko skupaj igramo. Jaz kome čakam, da začnemo. Koda za igračke in na vse nasplošno je pa med nama 10. Jej! Hiter naročit, ne? Ja. Zdaj je pa na vrsti. Lucija in Sara pametujeta. To sem pa komi čakala. Da si vzamemo telefone.
Aj boš ti odprla kar na svojem zdaj? Ja. Fora je v tem, da imamo vedno od Sare računalnik, ker se tako fajn zloži, se ste videli, in je polka na tabelca, da vam potem jaz outline gor, da ne pozabim kaj pomembnega povedati. Čeprav v prejšnji epizodi mi nič kaj preveč niti pomagal, ker se mi zdi, da sem jaz, ko mi dohajala, kaj se dogaja. Ker je bilo toliko stvari za povedati in zaslišati in imela sva gostja in je bilo full dober. Meni se drugače računalnik ne zdi nujen. Že parkrat sem razmišljala, da je mogoče celo malo grd, ker se tako štipke vidijo, tako da dajte povedati, če vas tukaj zmot, da me zdaj na telefonu beremo, recimo. Ali pa če bi imeli liste v roki, ne vem. Ne, pol je skoraj boljši telefon, po mojem. Meni se zdi, da zelo lepo se vklop tako v moje roke in na splošno življenje. No, I guess bom mogoče imela zdaj telefon. Jaz sem še hotela svoj računalnik prinesti, pa sem bila tako vsega Sara vedno prinesti. Zakaj bi rabila je samo to vedno vlačiti za brez veze, ka pol tam sedi in klih danes ga ni. Smart thinking. Ok, boš kar prebrala, kaj si ti našla na medover.net. Yes. Za tiste, ki ne Da se veste, malo znajdem. Sara velikrat scrolla medover.net in najde take zanimive zgodbice, ki jih potem midve vključva v tele epizodice, ker so taki ful veliko dobrih Iztočnic. Ja, ful. pa takih debat. Tako, jaz nisem imela, da ljudje to tako dejansko uporabljajo. In Ja. imaš neka vprašanja in dejansko tudi odgovore. In bova tudi mi da malo pokomentirala. Ja, in vse ful skupaj. dobro lahko meni je ful všeč, ko lahko tako dobro filtriraš, karkoli se jaz spomnim, da me večer zanima, pol tam poiščem in mi vse filtrira in pol dobim točno tem, kar hočem brati, ne. Ok. Čakajte zdaj malo. Na to vprašanje mi lahko odgovorite, tu je pisalo na Medover, tu je en thread. Na to vprašanje mi lahko odgovorite tako ženske kot moški. Ženske lahko povedo, kaj njim paše pri seksu in pred igri, moški pa lahko povedo, kaj oni mislijo, kaj ženskam paše, oziroma povedo, kakšne izkušnje, kaj njihovim partnericam paše. Se mi zdi, da bi lahko prišli do zanimivih ugotovitev. Lep pozdrav, Jasna. Ja, meni se je zdel tako perfekten thread za pač odpreti debato o tem, kaj si ženske želimo in pač kdo boljš, kakor dve ženske pač za to povesta, ne? Res je, Ja. res je. Intermezzo, moram nujno povedati, drugače mi bo šlo cel podcast po glavi. Jasna je moja mami ime. Tako da. Ja, shoutout Jasna, Sarina mami. Mogoče to mami zanima. No, v redu. Bomo povedali zdaj. Ok, Sarina mami, to je zate. To se pravi, Sara, bova šle kar čez vse te tri stvari, kaj nam paše. To se pravi pri Ok. predigri, pri seksu, pa potem tudi po seksu. Ne? Pa začnimo s predigro. Kakšna je zate popolna predigra? Ko sem se vozila sem na avtobusu, sem razmišljala, če čem biti čisto iskrena v tej epizodi in zdaj sem se odločila, da bom. Okay? Jaz imam ful rada pozornost. Okay? Jaz bi samo rada bila glavna kraljica na splošno med vsem. Okay? Med Ja. vsemi temi tremi aktivnostmi. In ful manj mi je pomembno, kaj točno se takrat dogaja, ampak važno, da sem jaz glavna kraljica. Okay? In pol recimo med predigro najbolj pomembno mi je tudi, da ne rabim jaz začeti, da jaz nisem iniciator. Okay? Pol se ful rada imam malo tako. Meni se fulkrat zgodi, da sem najprej tako, ne, jaz ne bom seksala danes. In pa imam ful rada, če me nekdo malo tako pripravi do tega, ok? Na kakšen Ko način? ne vem, kakšen je v resnici ta proces v moji glavi, ampak mora biti dosti ustrajen pač. Okay? Ti si tako malo hard to get. Ja. To je tako, to te rajca. Da se lahko, da se moramo potruditi, kao malo zdaj. Ja, v bistvu mislim, da me tu, da se hoče, ja. Mhm. Pač, da mu je tu nuja zdaj, ne? Da tam le kuke drugi stvari, ki bi lahko v dnevu gledal, zdaj pa se bo on trudil. In to je meni ful všeč, tako da. In pa je ful smešno, ker če jaz kdaj rečem, ne bi, ne? Nikoli oni ne vejo, ali jaz resno mislim, ne? Ker pa se vedno zgodi. Štekaš. Da čudnega, da pravi, da smo ženske zakomplicirane. Ja. Tako da, rada imam, če pa telesno mislimo, tako bolj specifično telesno, kaj imamo rada, je bilo to vprašanje. Oboje Misliš? pač, to je oboje, mislim. Oboje. Telesno pa se mi zdi, da fulkrat moški vsaj pri meni pozabijo, tako da ne rabijo preveč stvari delati. Pač meni v resnici lahko najbolj možno paše, če me nekdo pure, sem boža. Po kjerkoli sem hotela reči po glavi. Tudi po glavi. Tako, ne?
Ja, božanje se mi zdi, da pozabijo moški kdaj. Mm. In da ful dolgo lahko to traja. Ja, ker Se se ti noben zdi- ne da tako dolgo božati nekoga. Kot bi jaz hotla. Ja, ja. ja. Ka pač, ful je fajn, ampak a veš, si pa predstavljaj, da moraš pa ti nekoga pol ure božati, ti je pa tako že ono. Ful, ja, fak, sem res. No, tako, kaj pa ti? Drugač, ful mi je zanimivo, da si taka, da rečeš kao ne, ampak misliš ja. Zato, ker sem tako na podlagi tega, ker ti rečeš kao ja, pa ne vem, recimo, ja, itak da seksam kdaj brez, da se ljubčkam, če pač kuham zraven. In pa se meni zdi, kakor da pač ti kar randomly seksaš čez dan, pač kar tako glihka loh. In Ja, ne, da ja, si ja. taka, da si pa tako, ne, danes pa ne bi. Sem tudi, ampak veš, da tu niso misli, tu ni nič namerno. Jaz res v tistem trenutku mislim, da ne bi. Mislim pač, da sem jaz pač taka, da me mora nekdo malo prepričati. Ne vem, ne vem, fajn mi je to. In kako se potem to zgodi med kuhanjem? Pač, a prej te je že toliko časa prepričala, da si šla vmes že kuhati in pa mu je glih takrat ratal, ker si pač začela tam krompir rezati. Kako me prepriča med kuhanjem? Ja, mora biti zelo suveren. Navodila povem. Suveren mora biti. Nič me tu ne sprašvati, ker tam, ko jaz mešam to juho, brokolijevo ali neki, ne me sprašvati, če hočem seksati. Pač prime, da je na manjšo temperaturo, dvigal me, obrn okrog, na otok postaviš, itak oblečen nisi doma, mislim, jaz nisem, in pol jo daš dol, pa daš na višjo temperaturo, pa kuhalnico nazaj, pa pol se kuha naprej. Tako. Ok? Ful brez besed, pa tako brez nekih. To se pravi, mora biti res tak Suveren. samozavesten, asertiven, prevzeti pobudo. Ok. Ja. Drugače, to je ful seksi. Ja. Nik zančan tako prišel, pa je bil tako. Zdaj bova pa seksala. Tako, Ja, zjutraj, okej. pač to je bilo tako zjutraj, zbudila sem se, on je šel na WC, je prišel nazaj, in tako, zdaj pa bova. In ne, jaz sem bila še tako na pol zaspana, pa drugače jaz imam zdaj ful rada jutranji seks, odkar imam Jana, je pač jutranji seks moj najljubši. In tako bi bilo dobro, ker ponovadi se pač sama veš, itak se zjutraj zbudiš, pa se pol tam neki ljubčkaš pa objemaš, pa se potem itak zgodi, ampak ti si bilo pa tako dobro, ker tako pršel in je določil. In Ja. sem bila tako, prav, Ok. say no more. Ja. Ja, drugač, jaz imam rada. Deva najprej predigro. Jaz sem zdaj bolj tako za predigro Ja. povedala. Ok? Ja, Ok. se greva po vrsti. A ja, nisem vedela. Ok. Ne, super. Jaz imam rada to, da se res dogaja skozi. Pač to, kar jaz pravim, kao predigra, se začne, ko se en seks konča, jaz to resno mislim in jaz to res rabim. A ne? In pač to itak večinoma vsi rabimo. Ja. Ampak se tega res zdaj ful bolj tako zavedam, a ne? Da se veliko dotikava, da se veliko ljubčkava, pač kar tako, pač samo zato, ker se lahko, ne nujno pred seksom. Ker to je pol ful velikrat ljudje, sploh ko so nekaj časa že skupaj, pozabijo na to in pol je vsak dotik, vsak ljubček, ki ga daš nekomu, pol drug misli, zdaj pa hoče seksati, zato ker me ljubčka, ker pač nikoli me drugačen ljubčka, kot takrat, ko hoče seksati. In to je tako najslabše, ker pol daješ nek pritisk na nekoga, če se pa ti skozi ljubčkaš pa objemaš, brez nekega pričakovanja za naprej, je pa ful boljša neka osnova za pač ohranjanje intime, pa potem tudi za naprej, ker pač hočeš dejansko seksati. Veš, pa tudi tako ne veš, čisto vedno, a bo ali ne bo. A veš, pa ne vem, pač meni je pa zabavno, da ne vem, ali dam tudi jaz pobudo, recimo, pač sem tako, okej. zdaj pa bomo neki. Okay. Ja, tako da, Kako pa daš ti pobudo? Ne, jaz sem bolj tako mislila, veš. Sej jaz dam pobudo, sem neverbalno. Pa ne Ja, tako ful preveč ja. asertivno. Jaz sem malo lepa, pač. Tako malo se bolj lepo naredim in tu je ponudba v bistvu. ja, ali pa začneš se pač dotikati malo bolj. Tu sem imela izmer probleme, veš, s čim? Točno s tem, kar si zdaj rekla. Še nikoli nisem slišala, da bi nekdo tako povedal, kot si ti zdaj. Pač tu, da pol vsak dotik, misliš, da je seks in pa se izogibaš dotikov na splošno in ljubčkov. Ja. Tu se meni čisto vsakič zgodilo. In pol nisem hotela, da se me sploh dotika in pol greš v minus, ne? Štekaš? Ja, zato Ker sploh nikoli ne moreš pol do tega priti, razen res takrat, ko bi seksom, pa glih zato, ker se nikoli pol ne dotikaš, pa ljubčkaš, tudi v resnici pol čim manjkrat hočeš seksati, ne? Okay, ja, tu moram s tem zapomniti, kar si rekla zdaj. pa zdaj prav tako razmišljam, pač jaz se drugače ful velik, ne vem, jaz se ful rada dotikam njega tam malo po njegovem penisu, ne? Ja. In pač tudi on mene poboža, pa Ja. ni to nujno, da bo zdaj pa vodilo v seks. In jaz se tega pač čisto zavedava, pač
se pač dotikava skozi. Meni je to nekaj najboljšega. Pač meni je to tako dobro, ko pač, a ne jaz za publik mi ni bilo nikoli, ampak pač tako, ko so pa midva sama skupaj, pač dej se prelep name, pa pač dej bom jaz tvoj nahrbniček in pač sladko skozi, čak. Ja, Meni je to najboljše ever. okay. Tako da to je že za me pač ful velika predigra in pol tudi pač, ko hočva seksati, se mi zdi, da sem pol, jaz ne vem, se zdi, da sem jaz vedno za. Zaradi tega, ker mi je tako, pa tudi naučila sem se, da včasih se mi tako res mogoče ne da, ampak pa, ko se spravim, mi je pa vedno dober. Še nikoli mi ni bilo tako, da bi na koncu rekla, res mi je žal, da sem pa zdaj seksala. Ja, moja misel tle je tudi, da pač te predigre, ne. Vedno, kadar jaz nisem hotela seksati do zdaj, je bilo tu zaradi tega, ker pač ne morem kar preklopiti, veš. Ful težko, razen iz kuhanja, ne, tam pa lahko preključam, ampak ne vem, kaj sem hotela. Hotela sem povedati, da pač ne moreš kar iz dela na seks kar tako preključiti, da bi bil pol kar. Pač včasih se mi zdi, da se tako ker imaš partnerja in ker je njemu pomembno, si tako rečeš, ne, in nič ni narobe s tem, se meni zdi. In pač v resnici paše tako enkrat v sredini in si tako. Ja. Ka ne? Včasih sem pač traja malo dol, da se zanet poželenje. Ja. Ampak, a veš kaj, to je pa itak fora v tem, da obstajajo različni kako se temu že reče, triggerji, no. Pač eni ljudje imajo, različno se odzivamo na to, kako si želimo seksa. Eni si ga želijo šele, ko se enkrat že začne. Pač mora nekdo dati povod in potem ti rataš horni. A ne? In pač s tem ni nič narobe, pač sam ful se treba tega zavedati, da pač veš ti, da ti ne boš kratov horni iz noč in potem hotel iti seksati, ampak da boš potem šele ratov, ko se že začne. In dobro je, da se pač da to ugotoviš in tudi partnerju skomuniciraš, da on to ve, a ne? Da ti ne boš dajal glih pobud zaradi tega, ker pač ne čutiš tega, ampak začutiš potem. Eni pa pač čutijo potrebo takole iz noč, ali pa ne vem, vidijo partnerja, pa si mislijo, kva je dobro, kaj bi ga, in potem dajo pobudo in potem se začne seks, a ne? In pač čist nič ni narobe, če si eno ali pa če si drugo. Se to sliši, če zbutam mikrofon, upam, da ne. In ja, to je ena taka stvar, ki te noben ne naučim, pol misliš, da je nekaj s tabo narobe, ampak pa tudi lahko je enkrat pa tako, ker jaz včasih ful želim seksati in sem tako ful horni in pač ko mi čakam, da bo, včasih pa pač rabam, da se najprej začne in potem vmes ratam in sem tako, ful over, da se zdaj to dogaja. Ja, meni je ful bilo vedno težko. Jaz sem drugač ta responsiv libido. Dej, bova o libido imam jaz ful zapovedati drugač, tako da lahko je tu ena čist posebna epizoda, ampak hotela sem reči, da pač če imaš responsiv ta libido, se pol velikrat lahko zgodi, da partner misli, da si ga v resnici ne želiš, ne. Ampak tu ni res, meni se zdi, da tu ni resnica, ne. Ne. Ja, v libido posebej epizoda, ker jaz sem tudi o tem ogromno zapovedati. Ja. Tako da, dobro. Čak, zdaj smo predigro? Zdaj pa seks. Kaj ti je, pa tako, to zdaj govorimo o oralnem seksu, kaj ti je všeč, to se pravi penetraciji, analno bo pa v naslednji epizodi. Tako da analno pa lahko spustimo. Zdaj še nisem nikoli zares povedala, kaj bi rada. Kako, v kakšnem smislu? V nobenem smislu, lej. Tu moram zdaj še tebi pač prav povedati in tako vsem, ne vem, jaz ful zdaj imam mogoče avtizem, ne, tu je predzgodba in pač šele zdaj ugotavljam neke stvari in kako sem prej delala. Jaz nisem nobenemu povedala, kaj mi je všeč, jaz sem mislila, da pač mi mora biti nekaj všeč ali pa da tako vsi delajo, ne. In v resnici bom zdaj prvič povedala svetu in tebi, kaj bi jaz recimo sploh hotela med seksom. Drugače je to kar malo exciting. Pa vem, da ful čudno zveni, da nekdo v skoraj 30 letih ni nikoli tako povedal, ampak ni, ne? Meni je najboljši možen občutek na telesu, če me nekdo lupčka tle zvad za koleno. Aha. Sem ti to že povedala? Ne. Ja, no, tle. Ful random je, ne vem, če mi, ne vem, sploh vedno med seksom, ne vem, kako to enforcati pač. Kako zdaj nekomu povedati, da hočeš to? Veš, tekaš, kaj je tako koleno. Ja. Pa sej, recimo, se ti zdi, da če recimo, veš, kaj si v misionarcu, pa imaš noge na ramenih, pač
je dejansko ful blizu potem ta pod kolenom. Pač lahko bi te v tistem momentu pač tam lupčkov. Ja, Pač lahko bi lahko po bi mojem me. dosegel, V ne? bistvu bi me lahko lupčkov in lizal. Jaz hočem, da me nekdo liže po celem telesu. Okay? Aha. Ampak da tu je že tako, tu je sex act v bistvu že. Tako Samo lahko to. tudi ni penetracije Ja. zaradi mene. Jaz se hočem, da me nekdo liže po celem telesu. Okay? Tu bi rada. Rada bi, da se ne morem premikati. Sploh. Okay? Da si zvezana. Ja, ampak tako fajn zvezana. Mhm. Da se ne morem premakniti, zato ker se mi zdi, da pol pač ne rabim nič razmišljati pa delati. veš. Pol pač je tako, ko je, ne? Tu? Ja, ta je malo eksplicitna, ampak če smo že iskreni, smo lahko. Jaz bi bila enkrat hotela biti recimo v kletki zaprta med seksom. Pasi. Tu imam ful časa v glavi. Ampak da si sam ti v kletki, pa čez sem rešetke. jaz, ja. Okay. Sem jaz. Po mojem zato, da me nekdo hrani cel dan. A ti bi bila tako, pač kar, Ja, to bi jaz bila bi taka da- mal daljša seansa. Ja. Tu? Fak, kakšne nenavadne stvari. Pa v resnici, ko sem že ful uzborjena, mi ful paše penetracija. Jaz prav tako začutim, da zdaj tu rabim nujno in če se ne bo tu zgodilo penetracija, me bo kap. Razumeš? Mhm. In isto, če je pa ženska, ne, pa sem pa tako. Okay. A pa ti pogrešaš penetracijo, ko si žensko, ampak pač je... Kaj pa zdaj? Ne pogrešam. Aha, V resnici prav drugače ne imaš. razmišljam o tem, ampak na koncu, ker sem tako navajena vedno na penise pa na penetracijo, sem vedno tako, aha, ok, na koncu, polka ti pride, imaš penis v sebi, ne, in tako manjka nekaj, kot da je ena praznina. Aha. Kaj pa če bi bil dildo, ti ne bi bilo isto, ne? Ne vem, nisem še v resnici probala. Tako da, Aha. Eno, naslednjič, evo ko tu, boš. pa roke, meni so prsti moji tako občutljivi na roki. Jaz bi, da me nekdo skusi tako po roki, bože, Ja? recimo, ja, ali pa da mi se sa prste na roki, ali pa ušesa tudi, recimo. Okay. Pa z jeziki, če se dotikamo, tu meni tudi ful dober. Ampak čist mehak jezik, če imaš tako. Ok. Štekaš? Ja. Ne tako, ko ima kdo tako čist trd jezik. Veš, kaj mislim? Ja. Ja, no, tak, mehki jeziki so mi všeč. Mm. Tu je to, kar bi povedala za enkrat. Ej, zdaj, ko boš imela naslednjega partnerja ali pa Ja. partnerko, tebi sploh ni treba to razlagati, ti sam pošlješ to epizodo, rečeš, posluši na. Mislim, da je bila 35 minuta, Ja. sedeli zapiski. Ja. In nič od tega se ni še nikoli zgodilo. Oh, Pač videla, da me je nekdo božal po Ja, roki, ja. ampak nisem jaz nikoli povedala, da bi to hotela ali pa tako. ful dober. Ja. To je bilo pa ful dober slišati. Thanks. Hvala, ker si to Jaz se delila. tudi kar dobro počutim. Zdaj. Povej, še ti. Ja, jaz, a veš, kaj pa meni ful paše? Da me nekdo grize po hrbtu. Pač tako, veš, da sem jaz na trebuhu in potem pač od odzadaj in pa da me grize po Ful? hrbtu. Pač tako, ja, bolj kot če ne bi bilo seksa. Zato, Ja, ker, ja, veš, itak, med itak. seksom ful manj čutiš bolečino in me je to tako dober. Pa po vratu, lupčki, meni boljšega, Okay. ker da me nekdo tako lupčka po vratu. Pač meni je to po mojem najboljši feeling od vseh ever. Okay. Pa tle imam tako na boku eno tako točko, ki Ja. če jo pač pobožaš, mi je tako najboljš. Ampak je treba prav najti, pač tako ena točkica je tako, tisto je najboljše ever. Okay. Pa drugače meni je tudi cool, ne da me prav tle od spodaj nujno, Ja. ampak a veš, to, kar sem ti rekla, da imaš tako noge gor, pa da Ja. te tako lupčka po nogi, Yeah. I love it. Ja, I love it. jaz ne vem, zakaj spustimo kdaj tako ene dele telesa, ker so kao čudni, ne? Ali kva? Pa ne vem, sam po mojem ne pomisliš. Ali pa se ti, ja, mogoče te iz strade ne bo čuda ni spadal, kao, da Ja. boš pa zdaj tle nekoga lupčkal. Mhm. Tako da, pa ja, pa rada imam več malo spankinga, pa to. To je ful bedno, če si doma, pa pač je še kdo drug doma, ker pač to se ful Ja. sliši. Joj. To je tu? Ne, zdaj se prav ne spomnim. Ne. Zdaj se prav ne spomnim, kaj še kaj tazga specifičnega. Ja, penetracijo imaš najbrž rada. Jaz sem še pomislila tako na Ja. neke klasične stvari zdaj bolj, ker se mi zdi, da bi jaz rada povedala tako, tudi kaj klasične so stvari, tako so kakšne klasične stvari. Recimo globoko pa počas. Tu meni ful paše. In se mi zdi, da to veliko ljudem paše. Veš, kaj meni ful paše? Joj. Oh. Pač to meni ful dobro, ker Jan ima naštudirane te keglove vaje moške, ne? In pač, ker je v meni, tako Ja. imam vibrator gor, da on samo utripa s penisom. Ker čutiš, kako se tako... Ja, meni je tudi to ful dober. I Meni je love tudi, it. to je meni ful dober, ja. To je pa prav
nebeško. Ej, drugač. Joj, nikoli še nisem bila tako na kameri in govorila o tem, kaj mi paše med seksom in zdaj sem malo tako, malo se tako čokolada, ne? Prav res se malo tako počutim. Čakajte zdaj, ali moram iti lulat, ali moram iti na pauzo, ali me bo kap. Drugače, ko si rekla za lulat, no, nič ekstremnega, ampak tako veš, da ne greš lulat pred tem. Najboljš. To je tok pač fajn feeling. Ful. Prav, ne vem, mehur pol tako malo še pritiska. Ne smete preveč, ne smete zdaj tako, da se boš glih kar polulal, ampak tako. Ne, lahko te tudi tako, da se boš glih kar polulal. Okay. Recimo jaz se bom zaradi glih kar polulala, če ne naredimo 1 minutne pauze, da grem jaz lulat, ker že 10 minut ne moram nehati o tem razmišljati, lahko grem. Sam res? Ne vem, če ste slišali. Anže je rekel, da pol ne bo tako dober, če bo šla zdaj lulat vmes. Meni je nerodno. Ne smeš iti lulat. Moram, res moram. Pejt. Se vidimo potem, ko Zara pride nazaj. Ful ti je tudi zabavno, če ti nekdo reče, da ne smeš iti lulat, recimo. Ne, jaz res moram. A se spomniš, kaj smo govorili? Ne. No, ti v glavnem govorila, kaj ti pač... Paše med seksom. Ja, to. Kaj že? Lahko greva zdaj kar na oralni še seks. Ne, oralni seks. Ko bom jaz še prebrala oralne stvari, ki so jih ljudje delili, pa bo še to pokomentirala zraven. Ker to bi moglo biti na koncu, ampak ne bo, drugače ne bo šlo. Ok, smo. Sara je nazaj. In zdaj moram še povedati glede oralnega seksa. Ti vem, da nisi taka huda ljubiteljica oralnega seksa. V resnici vem, kaj bi hotla. No, da slišimo še to. Hotla bi, da je jezik ful mehak, širok, pa moker. Ok. That's all. Pa da je ful počas, pa da je, če je tu vulva, da je od spodaj, gor, ful počas. Sem to. That's it. Veš kaj, meni drugače ful dober pri tem, kar je pač ful bedno za tipa, ker pač it's harder for him. Pač jaz rabam ful, da je tako pritisk. Pač to mi je cool, da je pač, da je mehak jezik, ampak pač jaz res rabam čutiti veliko pritiska. Pa mora biti konsistenca, mora biti tako res nekaj časa eno in isto. Na začetku mi ful paše, da se spreminja, pa da malo eksperimentira, pa ful mi je dobro, da me tako lupčka po notranji strani stegen, pa da ne gre takoj na klitoris. Oh my god, to se pravi, da začne na stegnih, pa da tako malo lupčka okrog, pa da je tam pač malo tako liže, ampak da ne gre direkt na klitoris, da tako se malo okrog, pa da sem že tako lahko že, da me tako rajca, pač tako res počas, da si vzame cajt. Če si ti vzame cajt, the best. In da potem začne lepo počas in na začetku ni treba toliko pritiskati, pa še da so prsti zraven, pač lahko tudi malo s prsti pritiskaš gor, pa božaš, pa da je malo še noter, pa polka je noter, ne rab sploh toliko prstov premikati. Lahko se sam tako gor naslon na G točko in pač liže zraven. Jaz imam rad, da premika. Men vmes ampak pa takrat, ko pa hočem, da mi pride, mora biti pa primir. Mora biti prsti primir. Fuck, koliko enih tehnikali. Sam res je tako, ne? Ampak pač se pol, a veš, ko enkrat znaš, pol je to. Ampak Sem pač mogel bi povedati ljudje te stvari, ne? Ja. Ok. No, jaz sem naredila nekaj časa nazaj na Instagramu debato o tem, kaj ženskam paše pri oralnem seksu in sem dobila fulenih sporočil in fulenih različnih in zaradi tega pač, ker mi da sta tle samo 2 ženski in deliva zdaj najne preference, ampak pač to niso preference vseh žensk, ne, in mi da se tega zavedava, pač tudi vi veste, ne, da pač to, ker je nama cool, ni vsem, pač lih. In zato je ful dober, da lahko z vami delim še, kaj je ful veliko drugih žensk povedal in to je zdaj nasvet za vas. Kako naštudirati oralni seks s svojo partnerko, svojim partnerjem. To se pravi, če si ti ženska, reči ti, poglej, tle ima Lucija v highlightih shranjen pač pod Kunilingus. Anketo, kjer so deljene, pač, kjer je delila odgovore od žensk, kaj njim paše pri oralnem seksu. In pogresta čez vse te in se zraven pogovarjata. In pač prebereta in potem ti kot ženska poveš, ok, meni je to všeč ali pa meni to ni všeč in poveš, kako pa zakaj. In potem, a veš, ful je težko včasih na pamet povedati, kaj ti paše, ker mi dve smo o tem že očitno veliko razmišljali, ampak jaz pa čisto razumem, jaz tudi včasih, jaz se spomnim, ko sem imela tako pač prvega tako
partnerja, s katerim sva pač zares seksala, pa me je vprašal, dej, povej mi, pač razloži mi, kaj ti paše, da ti bo kul. V lifeu jaz mu nisem znala povedati. Spomniš se niti, ne? Tako zares na vse aktivnosti, ki obstajajo. Pa sploh, če si še tako na začetku, a veš, on je bil prvi, ki je tam men lizal dol. Pač jaz ne vem, kaj še obstaja, pač jaz vem to, kar ti delaš, vem, da mi pač ni bilo najboljš, ampak ne vem, kaj da lahko narediš, da bo dober. Exactly. In on je pač vedel, kaj, naprimer, ne vem, še rekel mi je, ja, una, pač ne vem, ker sem rekel, da je bolj na močno in on tako, ja, pa da te ne bo bolelo, oni moji prejšnji je pač bolj pasal na nežno in sem tako uno, kaj ne ti zdaj naredim, pač, a veš, in še fura bilo tem, ka me pač res ni tako dobro poslušal v resnici tudi, ker sem nekaj njemu rekla in on je bil tako, ja, pa ne bo ti kul. In pač ti rečem, da a veš, pač ne mi tako dobesedno tega rekel, pa videla sem pač, veš, on je imel v svoji glavi, pač ne, to te bo bolelo, zato ker pač sem navajen, da moram pač bolj nežno. In pol mu tudi nisem jaz zares znala povedati, on me ni zares znal poslušati in tist ni bilo glih pač me najboljš. V bistvu mi je bilo kar slabo. Ampak pa sem se pa tudi jaz kasneje naučila, ne, s časom, pol vidiš, kdo kaj naredi dobrega, pa si tako, okej. Tako da, a nekakšne stvari mogoče tudi ne boš vedel, ampak se mi zdi, da je lažje, če prebereš to, pa vidiš, pa si predstavljaš, ali pa probaš, a ne, rečeš, to pa ne vem, mi bo kul, da greva probat. In potem se tako lahko naučiš, kaj ti paše. Tako da, zdaj prvi odgovor je bil Kivin method. A veš, kaj je to? Kivin method. Kivinova metoda. Sara. Ne vem, jaz ne vem, ne vem. Ok, drugače sem dala potem pod vse te še tako anketico, tako da mislim, da boste lahko tudi videli odgovore in je 97 ljudi rekli, kaj je to. 2% so rekli, to je fire in 1% mene ne prepriča. Za tiste, ki ne veste, Kivin method pomeni samo to, da namesto, da si to med nogami tako... tisti, ki ne gledate, to se pravi, ne ližeš gor pa dol klitorisa, ampak se postaviš od strani, tako da, kakor da ležiš z glavo, tako da so usnice pravokotno. Tvoje usnice med nogami so pravokotno in potem ližeš klitoris od leve proti desni, ne gor pa dol, ampak od leve proti desni. In s tem zadaneš ful večjo površino živčnih končičev, ful bolj je stimuliran klitoris, več časa, pač konstantno v resnici, ker ko greš gor pa dol, pač ko prideš do gor, že nisi več na klitorisu, ko prideš dol, nisi več na klitorisu, ko greš pa od leve proti desni, si pa realno več čas na klitorisu in to je v bistvu ena taka ful je dober drugačmentu. No evo, to je Kivin method. Tako da niste mogoče to že probali, pa sploh niste pač vedeli, da ste to probali. Jaz ne vem, Kivi ali Kevin Kivin. K-E-V-I-N. K-I-V-I-N. Aha, Kivin. V redu. Tako da to je ena taka fajna reč. I approve, ja. Ena je rekla VCH piercing in da potem tam liže in zraven še s prsti. To je pa piercing, ki je pa na hood of the clitoris. To se pravi kapuca. To je ta kožica, ki je čez klitoris, tam čez je potem piercing in enim potem da to dodatno stimulacijo, ker se potem še ta piercing drgne ob klitoris. It makes sense, ne? Ja. A ti bi to? Ej, drugač, veš kva? Pač, honestly, na tej točki zdaj se je meni osebno spremenila v tej epizodi. Ti meni povej. Ja? Pač zanima me, večkrat sem že o tem razmišljala v resnici. Zanima me, vsega daš lahko pol tudi ven, če ti ne paše, ne? Ful me zanima, ker mogoče tu pol skus tako okrog hodiš, pa je kot da bi eno igračko imel, pa je nimaš, veš? Skus je tako nekaj malo zabavno. To sem drugače slišala od ene par ljudi, ki imajo ta piercing, da so tako vsakdanje stvari ratale ful bolj zanimive, ker dejansko jim stimulira sam. Predstavljala bi si, da je lahko malo naporno tudi kdaj. Mene bi skrbelo, da bi se mi recimo hlačke kaj zataknili, pa bi potem se čudom premaknila, pa bi me zabolelo. Aha, ja. Ne vem, meni v resnici ne bi imela, ampak samo zato, ker me je strah. Ok. To, uporabil boje jezik in prste. Ja. In to je 92% rekel, da ja. Jaz ful pogrešam prste. Če je kdo, ne, kad tako samo liže, jaz sem kar tako, ti bi rekla, ne? Meni, če pač ni prstov noter, mi je brez veze. Imajo čist brez veze? Na začetku ne, ampak pač mene pride, če ni prstov noter. Ne, meni tudi ne. Jaz rabam biti zapolnjena. Ja, jaz se strinjam s tem. Se pravi prsti, ne? Pa sem še tu bi rada povedala, da pač včasih je moškim ali pa komorkoli liže piško, tudi ženskam, ne, težko je, če se ti tako navzdol, ne, če tako ležiš.
zdaj sem hotela kar demonstrirati, ampak pač, če ležiš, je težko, ker pač to roko moraš imeti pol tle. Ful je lažje, če si od strani postavljen, pa so noge tako, pa si ti tako od strani, ne? Ker daš roko pol tako noter, okay? Ja. Ali pa še najbolj enostavno meni je, če je nekdo sem na stolu, pa sem jaz, oziroma on, ki leže piškov spodaj. Ker pol si ti pod njim, ne, in daš ful enostavno prste navzgor. No, evo. Tips and tricks. Life hacks Ja. by Tu, Sara. tu. To si ful dobro povedala. Ja, thanks. Kroženje jezika po notranjosti sramnih ustnic in hitri, kratki gibi gor-dol kot vibracije. Lej, jaz mislim, da moški mislijo, ne, da ta kao hiter gib gor-dol, da je tudi tako neki kukr vibrator. To je ženska napisala, Sara. A ja. Mhm. Kaj tu ta pošeč? Kot vibrator. Meni Pač to ni si ne všeč. predstavljam, da bi lahko nekdo tako dolgo to delal, da bi bilo pač efektivno. Ne, veš, A veš, kaj to, pač, A koliko ja. časa pa lahko to delaš? to bo zigar šlo v klip, vsak. Pač, The best. ne vem, ampak a veš, jaz si predstavljam, da se to Meni utrudiš. se je enkrat strgala ta vzpodaj, tle. A ko si to klizala na hard. Nisem na hard, samo dolgo časa pač. Ja, pa nisem mogla usta odpirati. No, vidiš, to je kar a lot of work. Pač, ne, sem še to bi povedala, da s tem, ko je tako kao hitro gor dol fora je, da jezik je recimo, če ga daš v špičko, ene tuk debel, ok? Pol je tle klitoris, ker je itak mejhen in če ti pač greš tako hiter gor dol, ga ti ne zadaneš v bistvu tako, ker bi ga mogel in pol v ključnem trenutku fucking fališ za 1 milimeter in je tako, pa ne me jebat zdaj. Štekaš, ko ni to res? Ja. Ja, evo. O, drugačiš, kaj tudi meni ful fajn. Pač tako, da s prsti, pač samo pritisk narediš na vsako stran, pač da je tako klitoris, pa daš prste na vsak prst na eno stran. Pa da sam držiš. Ne rabiš nič premikati. Pač meni ful pašejo te pritiski. Pač meni manj paše, da si ti drgneš neki s prsti, Ja. kakor da sam pač ustvariš pritisk. Ja. Tudi recimo me je to tako dobro. Pa to moram jaz javno reči, da jaz to si želim tega večkrat. Ampak pač, da samo držiš roko gor. Ja. Pač- Ja. To je tako fajn, tako za Ja. začetek, za ogrevanje, da mi sam drž roko gor in nič jo In premikaš. pol overworkajo, kdaj imajo moški, ne? Pač, pač zato je pa jezik boljši. Pač s prsti se mi zdi, da je težji tam DJ-jat. Čeprav je, meni je... sem v easy pač. V easy, tako, lahko imaš sem res malo roko gor, ne? Ja. Ker recimo, jaz sploh ne znam svojo roko sama sebi. Kaj? Ja, pač. Masturbirati ne znaš? Ne. Nikoli se nisem naučila. Lucija Burger ne zna masturbirati. Z roko? Ne, ni šans. Lucija! Nikoli mi ni bilo treba. Jaz sem naštudirala, ne vem kako pa kdaj. Jaz se prav razmišljam, kako sem jaz ugotovila, da je vodni curek tist, kar pač naredi najboljšo ever stvar. Okay. Pač prav hočem se spomniti, ampak ne vem kako pa kdaj. In ko sem jaz to odkrila, pač se še nisem naučila z roko nič delati. In A ja, in pol je bilo sem pa je bilo tako. sam tako. Jaz sem na bazenu odkrila, da so vodni curki neka fora. Res. Zaradi tega, ker sem bila čist mehna otrok in pač tam imajo skus neke une tube, ki skus nekje Ja. ven pihajo, ne? In ti tam plavaš in pol te šokira in pol sem si zapomnila. Nice. Ja. No, evo. Okay. Lažje je doživeti orgazem, če si zgoraj nad jezikom. Lahko nadziraš pritisk in se pač popraviš za milimeter. To se pravi, da ti pleži, oziroma ali pa ženska, in se potem ti gor usedeš na usta. Nikoli me ne bi tako prišlo En tudi ne. v lifeu. Dalje pa 62% ljudi, da je to fulaber. Pač, Prstov ne ima ful težko, ima prste not, ne? ja, tle jih sploh ne more imeti v resnici. Ne. Tle je pač samo tako, da se ti pač drgneš ob to. Pač jaz razumem v teoriji, ampak v praksi vse tem smo mislim, da že govorili, da pač meni to sploh ne potegne. Pa še zdaj, ko sem se spomnila, vsi moški, s katerimi sem jaz bila, so imeli brado vedno in ni bila to najboljši experience. Ja. Tako da. Ok, nujno izogibanje sečnice, postopoma dodajanje pritiska in kombo s prsti. Tako da, sečnica, imaš kakšne misli glede tega? Ne vem, točno glede svoje, ne, nisem nikoli o njej razmišljala. Glede sečnice od moških in ba je to paše, to sem probala, pač dilatorje, ne. Meni vseeno, nikoli nisem pomislila, da bi kdo mogel na kaj merkati, na kakšno sečnico ali pa kaj pa ti. Ne, meni sploh ne bi pač, nimam sploh občutljive sečnice, sploh ne vem, kdaj na sečnici, pa kdaj ni, tako da. Ampak je pa 42% žensk rekli, da pač isto stran od sečnice. Tako da
Veš kaj, po mojem mislijo, da ne glih jezika not porint ali nekaj. Pa sam kako boš glih kar tja noter jezik porinil? Ne vem. Ne vem. No, lej. No. Ja. Ok. Ena je napisala prvič, da je tip intuit, da se z veseljem loti tega, ne da imam feeling, da mu je odveč, pa da se ne fokusira samo na ščegetavček, ampak gre z jezikom čez celo muco. Ja, strinjam se, entuziazem, glih prej sem že hotela reči. Pač tudi, če je v bistvu cel akt malo slabši, pa je nekdo bil ful vesel. Vidiš, pač, ja, jaz sem malo naprej zgleda nek king. Meni vseeno, tudi če je slab akt, če si vesel, pa če hočeš, je že kar boljš. Ni to res? Drugač, pri seksu je to toliko pomembno. Pač, da delaš, kar delaš, da delaš z veseljem. Ja. Pač, to je to. Ja. Ker če delaš nekaj na silo, ta drug čut, najslabš, kar ti lahko ti preče. Ti bo malo prišlo? Ne. Aha, okay. Pač recimo, da seksata, pa njemu pride, pa tebi še ni. In ti pol na koncu reče, a bi rada, da še zate poskrbim. Ne. Pač jaz, če bi imela moč v telesu takrat, da se ne začnem jokati, ampak da ga fuknem ven iz bajte. Kaj je to? Kaj je to, a hočeš? Ne nočem zdaj, pač, ker očitno ti nočeš. Kaj še tle moram zdaj jaz narekovati? Kaj moraš narediti? To mi je pa tako. Pač nisem več in da v momentu. Poslušam kar tako, vse, kar je bilo prej, se tako vame nazaj gre, samo krota in kar poslušim se, kaj ena rozina sem. Pa še ena, od kjer imam jaz travme. Če te moški vmeš sprašuje, ti bo malo prišlo? Pa kaj me tu sprašuješ? Ne bo mi zdaj si reseteral in moramo še enkrat od začetka. Mene pa, jaz sem pa po mojem ful srečo, meni pa nikoli noben ni rekel, a ti bo malo prišlo. In pač, ampak kaj veš kaj? Pač jaz itak... Grozen. Kaj? Itak men je men prej, tako, ko sem imela kakšne tipe pred bivšim, pač jaz sem njim rekla, meni itak sploh ne bo prišlo, ker pač mene pride s tipom in mi pač itak ni. In ja, pa ni bilo, znam pa itak Jana. On je pa tudi super, tako da. Ok. Tam je ful všeč. Klitoris je zadnja postaja, rajcanje vsega okol pripomore k boljši in intenzivnejši izkušnji. Amen. Ja. Je pa 70% žensk sam rekel ne takoj na klitoris, pa 14% je rekel takoj na klitoris. In potem 16% vse mi je. Okay. Tako da, to vam povem zaradi tega, da boste vedeli, da tudi, če mi dve tle obe se strinjava z eno stvarjo in rečeva entuzijastično, ja, pač ni to nujno za vse. Zato pa se je treba o tem pogovarjati, ker pač, kakor vidite, ni za vse isto. Tako da, pejte v highlighter. Je pa res se težko, ne, o tem kdaj pogovarjati. Ja, itak da je. Ampak zato je pa dobro to, sploh če lahko že na začetku, pač če imaš srečo, da zdaj trenutno glih nekoga na novo spoznavaš, je najlažji. Pač, ko si že tako nekaj časa z nekom skupaj, je malo težji reči, Ful, ja. Imaš hitro občutek, da je nekaj narobe ali pa kakoli. Da vidim, kaj še nisva. Zdaj je zanimiva. Meni najbolj možnost sede, da si v poziciji dogja in te pol ono do zadaj liže. Ja, meni je tudi to kar všeč. Sploh nismo v bistvu nič o lizanju Riti povedali. To bova pa v analne. Ja. No, sem mislila, da smo že... Ne se bi lahko, ampak bova to prešparali pač za analno. Pač tu sem mislila, da je ona zdaj misla. Aha, ne se to tudi, ja, lahko. Ja, ne? Ampak meni tudi, pač meni v resnici, pač ko recimo, da ležim na trebuhu, pa imam samo tako nek polšter od spodi, pa da mi liže, pač ne analno, ampak pač tako po piški. Ja. Super je, zato ko se mora malo bolj tudi potruditi, da zraven tako pride, ne? Ker je malo težji dostop in pa se mi zdi, da je boljš. Ampak je pač, ne vem, kako jim rata, ampak kar gre. Pa boljš je tu, ker oni, če hoče takrat vmes pridete, morajo pač celo noč zraven potegniti, drugače ne more pač, ne? Ok, mislim, da se potem bolkane že ponavlja. Sam še tale. Z jezikom naj napiše abecedo. Orgazem po 12 črkah. Ja, jaz sem testirala vse te abecede, besede, kokonate, ne vem kva. No, vem. Kar deljena mnenja so tudi tukaj. Meni to se zdi pač tle ni nobene pol konsistence. Ker pač, da vam povem, kaj deluje na 99% žensk. Konsistenca. Pač eksperimentiri, ampak pol na koncu, da ji pride, moraš pa delati eno in isto. In kad ti ženska reče, omega, točno to mi deli, ne pol biti, a veš, pa ratejo excited, pa si mislijo, ful dobro, moram še bolj hiter, še bolj nahar. Ne,
isto, čist identično, nič spreminjati, nadaljuj, isti tempo, isti pritisk, vse. In to je to. In pač meni pri tej abecedi, ne vem, se mi zdi, da ni glih. Meni se zdi nesmiselno, da si abecedo v glavi recitiraš. Se lahko sem gor pa dol greš pa nekam. Tu bi bilo čisto isto, kakor abeceda. Ja. Vse po stran. Ne vem. No, lej. In zdaj še kaj po seksu ti paše? Hrana. res, v resnici prav. Fulkrat sem tako... jaz rabim zdaj malo krompirja. Vse, kar mi lahko po dobrem seksu še bolj izboljša life, je en dober masten pečen krompir z malo majoneze. No to, kaj pa tebi? Ja, jaz prvo, pač moram malo se stisniti, nujno, pač, da bi se tip samo odvalil stran od mene, Ne, mu to zameram. ni v redu, Do konca jaz tudi lifea. zameram. Pa meni je tako dober, da se name vleže s celo težo. Pač, da sem speštana palačinka pod njem pol. Super je to, jaz sem ne po seksu. Ja, po seksu. Po seksu se samo leš name. Pa in ne me moreš peščej. dihati, kap mene Ne rabim zadane. Jaz dihati. moram... v Jaz redu. nočem dihati, jaz hočem sam biti speštana. In se Okay. počutim, kot ti si moj weighted blanket zdaj. Ok. In pač I love it. In ja, velikrat pa še tudi hrana potem. Ampak najprej rabim tako kadlanje. Tako je ne 10 minut Koliko vsaj. časa? Aha, ok. Mhm. Da se malo spočiješ, ne? Ja. Ja, se Ja. strinjam. Da prideš k sebi, pa je tako treba iti že lulat, ne? Ker po seksu je treba iti lulat. Največji pain in the ass, pač tako, če je glih nek vikend podaljšan in seksaš in hočeš iti spat, in pa, ker si ženska, ne moreš iti fucking spat in moraš iti dol po stopnicah in Ti lulat. še po stopnicah. Sej tu, no. I'm sorry. Groza. In pol vedno se pa zgodi, kadar ne grem, je pa narobe, ne? Vedno je narobe. Ja. Tako da, pejte lulat, ne? Kakor Ene je pol grozno. ure imaš vne fore, da greš lulat po seksu. Ja, lahko te bi pa moški odnesel lulat na WC, da ne rabiš hoditi do tam. Evo, to je to. Ja, zdaj so pa že pri koncu. In za zaključek, kot vedno, se bova igrale igre Never Have I Ever. Ja. A boš povedala pravila? Če si že počel, kar bo Lucija rekla, daš prst dol. In kdor ima na koncu največ prstov dol, gre v zapor. Zaporedne. Je to ta pravila, ne? A misliš, da boš šla ti v zapor? Ja, mislim, da ja. Jaz sploh ne vem, če obstaja kakšna stvar, ki je tako zares še nisem... Mislim, ja, valjda, obstaja, ampak tako veliko teh stvari, ki jih ti napišeš. Po mojem bom šla jaz vsakič v zapor. Jaz sem prav razmišljala, drugače bom jaz ful globoko enkrat razmislila in se spomnila ene stvari, ki sem prepričana, da jih ti še nisi, pa sem jih jaz. Bom tako res specifično naredila, da bom šla enkrat jaz v zapor za 100%. Se mi zdi, ker zadnjič, ko si ti naredila, pač ti si pol dala no stvari, ki si jih tudi ti že naredila in si pač sama se. Ja, jaz nisem tukaj pokopala. razmišljala naprej. Ti bi mogla dati tako, ok, jaz tega še nisem, mogoče je Lucija. Ti si pa dala tako, to je full crazy, jaz sem to sicer že naredila, pa upam, da je Lucija tudi. Pa sem dosegla, ker so šli skupaj v zapor. Tako da, evo. Ok. Prva je. A ja, pa potem v komentar napišite, koliko ste točk dobili, da bova vedela Saro, pač kdo bo bil potem z eno od naju v zaporu. Ja. Verjetno Saro. Ok. Nikoli se mi partner od prijatelja ni zdel grd. Kaj zdaj moraš samo malo Mogla sem pomisliti, ne, to je to. A ja, to je to. Okay. Ja, ne bomo. Pač ne moreš to komentirati. Ok, ne moreš. Nikoli nisem partnerja zbudil z oralnim seksom. Kako slabo, da nisem. Sva se pa enkrat zmenila, mogoče je to full basic, ampak tako enkrat sem se prav zmenila, da bo pač zjutraj, ker on se vedno prej zbudi, da bo pač zbudil seksom on. Pač tako zmenila, ampak prva pa fora, da sem pač se je že tako malo napol zbudila in pač, a veš, sem hotela, da se zbudim tako, da je že, da se že dogaja. Kaj da je že noč, sorry, sem to. To bi bilo ekstra dobro, sam to bi se še prej zbudila, ker pač nisem pa spet tako trd, a veš. Pač to smo, ok, v redu. Ampak bi bilo pa ful dobro. Ja. Ampak je bilo pa fajn, ja. Ok. Nikoli s partnerjem nisva doživela orgazma naenkrat. Jaz bi to rada enkrat doživela. Kako nisi? Se mu rečeš, naj počaka. Ja. Ti dam navodila, tukaj dolgo mora on čakati, dokler tep ne začne prihajati, pol pa mu rečeš zdaj in pol mu mora priti, če pa ne, je pa pač pizdarija. Ok, hvala za ta navodila. Ja, drugače imaš prav. Ja. Nikoli se nisem posnel med seksom.
Joj, zadnjič je bilo to dobro. Jaz drugače to nisem hotela delati nikoli. Yeah. In zadnjič, pa tako je, Andrej, a bi posnela. In pol je posnel in pol me je tako kazal, medtem, ko me je seksal. Kaj ti je kazal? Ta video. Naslednjič. Takoj v momentu, pač on je posnel, pač se sam tako veš, kako gre ven pa noter. Aha. In pa sem jaz gledala, kako Ja, gre ven drugače pa je to meni noter in- seksi. Kaj je to dobro? Ja. I love it. Ja, se strinjam. Ful dober. O, fak. Jaz se moram mogoče samo večkrat o seksu pogovarjati. Ker Zdaj zdaj sem podcast o seksu. Ne, mava, ampak tako nikoli se ne pogovarjam o tem, kaj bi jaz hotla. Se mi Evo. zdi. Evo. Bova Ma, naredila fanta- še kdaj kakšno tako epizodo. The best 10 od 10. Nikoli nisem nikogar zvezal, tako se pravi, iz štriki prav. Ne. Bi pa rada, da nekdo mene zveže. Ja, jaz tudi. Nikoli nisem bil v sex shopu. Nikoli nisem slišal staršev, kako seksajo. Ne, jaz tudi ne, nesrečo. Po mojem so oni mene in mi je grozno. Meni je nič Joj. grozno. Lejte, starši so tega pač navajeni malo. Vsi so vedeli, da bojo imeli otroke in da pač, če bojo v hiši vsi skupaj živeli, pa bo imel fant svojo punco, itak da bosta seksala pismo, da si čepke v ušes ali neki, ali? Fair enough. Ja, vsem se to dogaja, meni se zdi to čisto normalno. To si tako lepo povedala. Ja. Okay, nikoli nisem nosil ščipalk za bradavičke. Ampak jaz sem jih sam na šihtu, ker smo jih probali. Nikoli jih nisem imela za res, tako gor. Ja, jaz sem to ful prakticirala včasih. Ja, to ti je Ja, bilo ali ful pa dober. gumico okrog bradavice. Prav gumico. Ful časa. Jaz sem imela Ej. pač en je, z enim sem bila in pač pol sem mogla nositi cel dan to gumico in pa ko si dal dol, je bilo ful dober. Ful dober To pa drugač. verjamem, drugače. Drugač, meni je bilo to malo scary, sem mislila, da mi bo joška odpadla. Ja? Ker pač je tako dolgo časa bila ta gumica gor, Ja. ampak I liked it. No, evo. No, evo. Ja. To je to? Nač. Jaz sem že navajena, kaj se kar sama zvežem, ali kako? Ne. Ok, sorry. Da vam vsaj jaz nekaj pol še tle zraven. Drugač, ful mi je dobro, da si se zdaj že sprijaznila s tem, ker Ja, pač nimaš kaj, ne? ja, se res nimam. Jaz sem preveč bedna v bistvu. Meni je drugače prav bedno po eni strani. Pač jaz sem res dolgočasna. Pa zakaj moram bedno tako mehne zgubiti? te lisice? Jaz ne Ja, vem, ne to vem. ne štekam. To je za otroke. Tako da bi bile narejen. za otroke pač. Čakaj. Oh, shit. Leto, evo. Oh. In zdaj je Sara oklenjena. Ej, so pa ful močne. Tako da če ful teh lisic je takih čudnih, ne? Ful Da so se take, ja, ko imaš feeling, da bo Ampak kar te- razpadla. Jaz to nisem še nikoli na nobenih lisicah Da je zmogla naredi. narediti. Ja, No. ful dober. Edino pač mehne so, ampak lej, se pa še. Ja, noč. A ja. Hvala, da ste naju poslušali do konca. Tisti, ki ste še zmer tukaj, pač we love you. Zdaj pa ne pozabite lajkati te epizode, komentirati, napišite karkoli, lahko kaj lepega, lahko poveste, če vam kaj ni všeč, da spremenimo, izboljšamo lahko, ker pač smo ful odprte za kakšen komentar na mestu. Ja, ali pa če imate kakšne ideje, o čem bi lahko govorili. Če najdete lahko vi kakšen napišete. zanimiv thread na medover.net, pošljite, bomo naredili epizodo o tem. Ja, sem ne jih pisati fake za nalož, zato da bi bili v podcastu. Rajš nam pišite, pa boste lahko bili vseeno v podcastu. Drugače, če nam napišete v mail kakšno zgodbico ali pa kakšno sporočilo, da bi radi, da o tem govoriva, bomo vključili tudi to epizodo z veseljem. Ja. Pač nam bi bilo v bistvu ful dobro, če bi lahko vas vključili noter, ne teh random, čeprav v naslednji epizodi pa imamo dejansko Ja. tako. Se boste videli. V glavnem, lajkite, komentirajte, followajte na YouTubu, na Instagramu, na TikToku, na Facebooku. Poglejte In- vse prejšnje epizode. Ja, če še niste, ne vem. Ja, Ful so dobre. res je. Nekdo mi je napisal drugače za tisto 4. epizodo, kao da je bila, mislim, da je bila ful dobra epizoda in da na začetku so bile malo afnaste, ampak da so pa ful zdaj postale boljše. Kdaj na začetku so bili? Na začetku prvi epizode ali v epizodi prvi epizodi? In v 4. pa veš, ko smo govorile o tem, kdaj seksati na prvem zmenku, ki je pa tako malo bolj res taka globoka epizoda, vsaj meni. Ja. Za tista je bila pa tej osebi najboljša. Super. Kokan že, to je bila tudi najljubša. In meni je bilo v bistvu tudi tako, pač po meni je bila tudi ful všeč. Meni je bila pa ta zanjo najljubša. Ja, ta je bila tudi ful dobra. Ja. Ja. Okay. To, se vidimo naslednji teden. Ko bomo govorili o analnem seksu. Božična epizoda o analnem seksu za darilo vsem našim zvestim poslušalcem. We love you, bye! Pa ne več pisati, da se deram. Adijo.